Lepo pozdravljeni. Za uvod sem si izposodila misel nekega modreca, ki pravi: naučite se videti dobro v ljudeh, kajti le na ta način boste začutili svojo povezanost z njimi in spoznali, kaj je božanska ljubezen. Naša gostja pa dodaja, če ne razumemo niti sami sebe, nas ne more razumeti nihče. In v studiu je doktorica Kristina Knific, lepo pozdravljeni. Z vami smo že imeli pogovor, ko smo govorili o medsebojni partnerski komunikaciji in glede na to, da delujete v Združenju za osebnostno rast, se nam je zdelo primerno, da bi nadaljevali nekako pogovor tudi v smeri medgeneracijskega sodelovanja oziroma komunikacije, kajti to je le ena takšna tema, ki se tiče vsakega izmed nas, kaj ne, spoštovani gledalci, vsakdo je povezan torej z neko medgeneracijsko razliko. Zdaj pa nas zanima, kakšna je ta sploh komunikacija. Kajti vemo, da smo odvisni od nekega osebnega doživljanja, da so to v bistvu nekakšna življenjska obdobja, v katerih človek je, pa seveda v bistvu vpliva tudi neko mikrookolje, pa kulturne, politične, gospodarske razmere. Ali prihaja oziroma do kakšnih težav v komunikaciji, ali kakšen je vaš pogled na to medgeneracijsko komunikacijo? Ja, pogosto je zaznati strani ljudi, s katerimi se srečujem, tako na predavanjih ali v okviru delavnic, svetovanj, da pride do konfliktov. In ravno zaradi te različnosti. Kot ste omenila, se s časoma okoliščine, v katerih živimo, spreminjajo. In okoliščine, v katerih so odraščali naši starši, so bile drugačne. Merila za življenje so bile takrat drugačna, vrednote so se upoštevale na nekem drugem nivoju, drugje so bili poudarki, kot so danes. In recimo starejše generacije so avtomatsko spoštovale starejše od sebe in so jim, ne glede na njihov odnos do njih samih, izražale spoštovanje. Navedeno te generacije pričakujejo tudi od nas, ne? Da jih bomo avtomatsko spoštovali, tudi če bodo same nespoštljive do nas. Oziroma, kaj je pravzaprav spoštovanje? Saj ne vedo, da so mogoče nespoštljivi, ne? Ravno to, kar ste omenili na začetku, pravzaprav vsi želijo biti dobronamerni. Ja, dobronamerni in z najboljšimi nameni delijo nasvete oziroma delimo nasvete. Delimo, ja. Ja, in pri tem, ko delimo nasvete, pozabimo, da naš otrok ni več naš majhen otrok, za katerega smo mi odgovorni, kako bo odrastel, kakšno osebo, ampak da je to odrasla oseba, ki ima svoje življenje, ki živi svoj način življenja, kakršnega si želi, in da si je ustvaril svojo družino. In s tem se je naša vloga v odnosu do našega otroka povsem spremenila. Se pravi, če mu mi še vedno govorimo, kako bi moral živeti, kakšne standarde bi moral živeti, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, pomeni, da se vtikamo v njegovo življenje. Ali to pomeni, če nekdo potem reče nekaj na to temo, torej ne vtikuj se v moje življenje, ali je s tem nespoštljiv? Kajti prej uvodoma ste torej omenili, da včasih so bili avtomatsko spoštljivi do starejših, zdaj pa si v bistvu mora starejši prislužiti, ne, zakaj bo mlajši spoštljiv do njega. Ali potem jemljejo starejši, kako vi vidite to zdaj kot mogoče nespoštovanje, ali razumejo razliko časovno obdobje, v katerem smo? Ker jaz poznam primerov, je pogosto seveda izhajamo iz vaših primerov, ja? Pogosto doživljajo kot nespoštovanje. Se pravi, jaz ti želim nekaj dobrega, vedno sem ti na razpolago, ko rabiš, ti pazim otroke, ti naredim to storitev, uno storitev, uslugo in tako naprej. Ne, se razdajam zate, ne, in ko pa nekaj rečem, pa nisi pripravljen upoštevati, ne. Se pravi, ni prav, ja. Ali ni prav, ne. In to je izziv. Izziv je v tem, da postavimo meje, tudi koliko usluh smo mi pripravljeni narediti čistega srca. In da ne pričakujejo in da ne pričakujemo vedno v zameno nečesa, česar se z drugo stranjo nismo dogovorili za to. Ne, če mi pričakujemo, da nas bo potem ta druga oseba peljala na nek piknik, ne, ker nimamo sami prevoza. Potem je prav, da rečemo, da nimam prevoza, ja, z veseljem ti pazim otroke, v soboto pa rabim tvojo pomoč. Me lahko pelješ na piknik. In bo zadeva jasna. Oseba bo imela možnost izbire in reči ja ali ne. Ali neko drugo rešitev dobiti. Ne? Če pa tega ne povemo, pa v petek ob 8 zvečer pokličemo in rečemo, poslušaj,
jutri rabim prevoz. Takrat si je ta druga oseba že sigurno splanirala svoj dan in bo zanje težko se prilagodila. Se pravi, treba pravočasno povedati, kaj želimo, kakšne potrebe imamo pa mi. Kaj pa, če se odloči tik pred zdajci, torej če ostaneva pri tem konkretnem primeru piknika, torej da bo šel jutri, nekdo si je organiziral svoj dan in potem reče, poglej, jaz sem jim zmeraj na voljo, ko pa jaz nekaj želim, pa tudi če tik pred zdajci, pa nimajo časa. Ja, to pomanjkanje razumevanja za drugo osebo. Ko smo starejši, ko se nas ritem umiri in se spremeni, naše obveznosti niso več službene. Pozabimo malo na to, kako je biti aktiven, kako je hoditi v službo, kako je skrbeti za družino, kako je danes tudi tempo sam v službi drugačen. Danes opažamo, da so redki ljudje, ki delajo dnevno 8 ur na dan. Imajo podaljšane dneve, mogoče včasih vikende. In danes je za mlade družine skupen čas vrednota. In kdor živi svoje življenje maksimalno na polno, si planira čas. Mi pa gledamo, ko smo starejši, na neko mlajšo družino iz naše perspektive, ko smo imeli 8 ur na dan, če smo že delali, smo delali 8 ur na dan. Ampak še mogoče poglavitno, takrat so vedeli, da bodo imeli jutri službo, kar je zdaj še tisti notranji pritisk, ki vpliva tudi na to, da dejansko se ne ve več, ali bo še drug mesec v službi. Vsaj tista mirnost, ki so jo imeli starejši. Tako, se pravi, ni neke garancije, ni neke varnosti, od mladih se zahteva večja prilagodljivost, večja razpoložljivost in to starejše generacije običajno niso izkusile. Ne morejo niti razumeti. Ne morejo razumeti, zato jim rabimo razložiti. Mogoče niti ne razumejo tisti, ki niso soočeni z vsakdanjim stresom v službi, s samim mobingom, ki se dogaja. Že ko to enkrat doživiš, verjetno vidiš mogoče drug svet, kako pa je drugim ljudem. Če že sam, tudi če si isto star, tega nimaš, ne morejo razumeti, kako da nimajo časa. Tako. Ljudje lahko razumemo čustva, občutke drugih, katere smo sami doživeli, situacije, katere smo sami razumeli. Drugače jih ne moramo razumeti. Razen, če se poskušamo vživeti v situacijo, katero nam opiše druga oseba. Spomnim se primera sodelavke, ki njena mama ni mogla razumeti, kako da jo med službo ne more poklicati. Jaz pa vem za to sodelavko, da sploh ne vem, kako je živela. Zjutraj je imela celo paniko z otroci, kako jih zrihtati, kako vrteciti. Tam je bila vodja enega oddelka, res hitela toliko, zato da je lahko 15:04 zaključila in šla pa otroke. Da sploh ne vem, kje ima čas razmišljati, če kaj drugega. Ampak nekdo tega ne razume. Nekdo tega ne razume. In tudi mi, ko kliče nas, ga ne razumemo, da je osamljen. In pomoč recimo taki osebi je, en primer sem imela tak, kjer je bil zelo podoben, kot ste vi opisala. Ta gospa, mama, je klicala svojo hčer v službo in ob neprimernem času se ne more vedeti. Ni mogla vedeti, in dejansko ona je zelo težko govorila o privatnih zadevah in potem, ker jo je odklanjala, pa je rekla, ne kliči, če ni kaj resnega, je vedno klicala, kadar je bila kakšna zdravstvena težava. In ta se je izkazala, da je pogosto namišljena. In ko sva iskali rešitve, kako mami pomagati, je, da smo našli rešitev, da mami pomaga na način, da si dobi družbo, da si zapolni čas, da neha misliti samo na to, kako jo kaj boli, in s tem pač doživlja vse tiste simptome bolezni, kakršni so že ampak da gre aktivno, da se druži potem se je udeležila neke pokojninske skupine, kjer so neka ročna dela imeli, kjer so hodili na izlete in naenkrat so njene bolezni izginile. Zato obstaja tudi ta super univerza za tretje življenjsko obdobje, Točno tako. Ampak če nismo v tej starostni skupini, verjetno tudi težje sami razumemo neko populacijo. Spomnim se, da ne vem, že včasih sem drugače gledala na starejše, kot jih zdaj. Verjetno pred 20-ih niti pomislila ne bi na 40-letnice s kakšnimi težavami oziroma 50 se soočajo tudi hormonskimi spremembami, ki jih zdaj lažje razumem. In verjetno potem starejši, ko si več izkušenj, imaš tudi življenjskih, drugače gledaš na posamezno obdobje. Ampak če so zdaj v tem sožitju medgeneracijskem, ali mlajši razumejo vedno bolj starejše? Mislim, da ne. Se ne ozirajo toliko na njih, so bolj fokusirani nase ali kako? Ja, so nase. Oni, recimo, kar imam jaz primerov, če izhajam iz teh, vedno so
aktivno vključeni v svojo vlogo. Se pravi, oni sebi vidijo, da so obremenjeni, da so pod stresom, da starši niti ne vejo, kakšne težave imajo, s čim vse se srečujejo. In potem starši, ko jih obremenijo z neko stvarjo, pravijo, to je brez veze, to sam komplicira, ne? Ja. Nek nepomemben problem. Ampak dejstvo je, da je pa za njih pomemben. Torej, da si rabimo v tem svojem življenju najti tudi čas za svoje starše, ne, in jim nameniti toliko, kot se ga odločimo. In v času, ki je primeren za oba. Nekje sem prebrala, da pa starejši, ki so že dali skozi določeno obdobje, lažje razumejo mlajše, ne? Ja, lažje razumejo mlajše. Če jih želijo. Če jih želijo, ne. Zdaj, vedno mi pričakujemo, da nas bo druga oseba razumela. In to je pričakovanje, ki običajno ne rodi rezultatov. Mi, če želimo se zadevo spremeniti, mi poskušamo razumeti drugo osebo, jo povprašajmo, mi naredimo tiste korake naprej. Če pričakujemo in če obe strani samo pričakujete ena od druge, potem ne bo nič. In je vse samoumevno. Je vse samoumevno in v bistvu se potem poglabljajo tiste konfliktne situacije, do katerih pride. In pogosto recimo se starejše počutijo nespoštovane, mlajše pa ravno tako nespoštovane. Recimo sem imela en primer neke gospe, ki je imela zelo visoka merila na področju čistoče. Stanovanja. Ona je posvetila glavnino svojega časa v gospodinjstvu redu. To govoriva o starejših? Starejši, verjetno zato, ker je imela ko je bila čas. sama aktivna, tudi še, ko je bila aktivna. Ona je vedno vse popoldneve posvečala čiščenju, vse je bilo zelo, zelo urejeno. In njena vrednota je bila urejenost, čistoča. In potem po naključju, katerega vemo, da ni, je v svojo hišo dobila snaho. Ki pa je bila polno zaposlena, ki je bilo pa bolj pomembno, kako ona živi, kot kje živi. Oziroma je bil red pomemben, ampak ne toliko. Ne je bilo pomembno, da ko pride v stanovanje, da se udobno počuti. Ne, da je vse sterilno. Ona je rekla, ko sem jaz v svojem stanovanju, če bi živela v njem in bi bilo vse sterilno, je rekla, jaz se ne počutim dobro. Jaz rabim, da je udoben, da je tam blazinica, da je tam odejica, ki jo rabim, da se pokrijem, da otroci imajo lahko kocke na tleh. Ni potrebno, da samo sedijo pri miru in so kot lutke. Je rekla, meni je pomembno, da živimo. In tudi meni je pomembno, da se jaz z svojimi otroki ukvarjam. Ne, da brišem prah, pa zraven govorim. Potem so tukaj vrednote, ne? Torej vrednote, druge vrednote, ki jih živi. In to je tisto področje, kjer ga rabimo videti pri drugemu človeku. In tudi pri sebi. Da če so nam pomembne vrednote, to, da je čisto, je to v redu. Če so drugi osebi pomembni standardi čistosti nekoliko drugačni in če mi pridemo v njihove stanovanje, lahko to sprejmemo. Ker prideš zaradi človeka, ne? Tako, pridemo zaradi človeka in nimamo nobene pravice, da pri snaki komentiramo, kaj stoji prav in kaj narobe. In še ena stvar je, ljudje smo dostikrat, bi rekla, v svojem namenu pozitivni. In ko rečemo, lej, to pa nimaš v redu pospravljen, lej, kako imaš umazan. Takrat oseba pogosto ima namen, da reče, to je treba pospraviti, to je pomembno zaradi ali zdravstvenih razlogov, ali zaradi tega, da boste izgleda, boljšega počutja. Tako, boljšega počutja. Ampak na tisto osebo, kateri pa to reče, kako deluje? Odvisno, kdo pove in na kakšen način. Odvisno, kdo pove in na kakšen način. In kar sem jaz govorila z osebami, s katerimi smo reševali njihove situacije, so vse doživljali zadevo, da jih kritizira ta oseba. Da stalno išče neke napake. Je rekla, moja tašča, ko pride, je kot radar v klop in sam gleda, kje je kaj narobe. In mi samo to kaže. Ali pa če mama pride, lahko je isto, ne? Ja, in potem, ko sva šle v igro vlog, je v bistvu ugotovila, ko se je postavila v čevlje tašče, v držo tašče, je ugotovila, kakšne so njeni pogledi. In da njen namen ni, da bi jo kritizirala,
ampak da ji pove, kje lahko stvari še izboljša. In da je ta tašča pravzaprav govorila samo o napakcah. O vsem dobrem pa ni bila navajena govoriti. Ne? Recimo en primer enega gospoda je rekel, jaz svojo ženo nikdar ne pohvalim, da se ne bo poslabšala. Ja, to je osnova. Je rekel, če jo bom hvalil, se bo poslabšala. In to so te miselni programi. Spet starejših, ne, medgeneracijsko spet programi, ne, ki jih imamo v svoji glavi, ki so včasih zelo skregani z resnico in na osnovi katerih potem nas držijo v nekem življenju na način, da smo zelo neprijetne osebe. Ne? In jaz sama tudi vem, recimo, kako sem sama doživljala, recimo, kadar so mene kdo kazal s prstom za mano, kaj ni v redu narejen. Ja. Meni je to delovalo name, tako kot ste rekla, kakor na koga, recimo takrat name, kot da me nadziraš. Se pravi, ta oseba je takrat, ko je meni to kazala, name to delovalo tako, kot da me nadzira in moja pomembna osebnostna vrednota je pa svoboda. Ali pa da vas mogoče tudi kritizira? In da me kritizira. Da niste dovolj dobri? Ja, povezano je bilo z mojo lastno vrednostjo. Ne, tako kot so rekli, če bi jaz takrat v tistem momentu imela sama o sebi zavedanje, jaz sem to, kar sem in taka, kot sem ok. In to, kar mi druga oseba pove, je samo informacija. Da se vas ne dotakne da tako se me ne osebno. dotakne. Ampak jaz sem takrat to doživljala tako, da sem rekla, lej, jaz spet nisem ok. Spet mi kaže, kaj ni v redu. Ne? To je en del. Ne? Se pravi, ko smo v kontaktih z drugimi ljudmi, na nek način vidimo, kje so naše notranje šibkosti, kje rabimo mi še osebnostno odrast. Na drugem nivoju nas pa osebe, kadar stopijo in pohodijo naše vrednote, v mojem primeru je bila to svoboda, ne, je takrat vedno se vklopi v nas nek alarm. Ker vrednote so pa tisto, kar nam je sveto. In kar je pri vsakemu drugače. Nekdo ima, torej vi ste imeli svobodo, nekdo ima ljubezen, odnose, ne na prvem mestu. Dajte si vzeti za primer, ki je mogoče ni najbolj optimalen. Ampak recimo, da ste veganka. In da vas življenjske okoliščine prisilijo, da se zaposlite v mesno-predelovalni industriji. Kako se boste počutila? Vsak dan bojo kršene vaše vrednote. Ne? Se pravi, vaš odnos do živali, boste videli tam, kaj se dogaja in vam to ne bo ok. In podobno je tudi z ostalimi vrednotami. Se opravičujem, ker vas prekinjam, se bova vrnili k tej temi. Vas prosim samo, da si daste slušalko v uho, kajti imamo pa klic v studio, a smo izpisali številko, še sploh nisem povedala. Sem toliko padla v pogovor, da nisem bila niti pozorna, da lahko spustimo tudi klic v studio. Prosim, kdo je z nami? Ja, dober dan, Katja pri telefonu. Dober dan. Pozdravljeni, kar povete. Jaz bi pa rada samo vprašala, jaz imam taščo, pa me sam zanima, kako ji na lep način povedati, da se ne bi vmešavala v čisto vse stvari, recimo kar se kuhanja tiče, otrok in tako naprej. Ja, to je zelo pogosto vprašanje, se zahvaljujem za vprašanje. Torej, tašča se vtika v to, kako vi kuhate, ne? A je tako? Je že gospa prekinila. Se pravi, njen pozitiven namen je kakšen? Ja, ona bi čisto vse namesto nas, pa vse po svoje, tudi če se kdaj kaj reče, da ni dobro, ona kar svoje, tako da težko je reči, po eni strani je fino, mislim, je lepo, da nam pomaga, pa da nam kaj naredi, ampak ne vem, malo je že starejša in čisto vse po svoje dela. To ste že en del odgovora sama povedala. Se pravi, lahko ji rečete, vem, da je tvoj pozitiven namen, da želiš nam pomagati, da želiš podati svoje bogate izkušnje in jih podeliti, mi tudi pokazati kakšen recept, kako naj kaj pripravim, vendar je kuhanje in način prehranjevanja nekaj, kar si jaz v življenju vzamem kot mojo osebno svobodo. Torej, če so meni všeč jedi, ki jih skuham na tak način, kot jih skuham, te lepo prosim, da spoštuješ to, da kuham jaz, da kuham za mojo družino
in da kuham tako, kot v moji družini želimo. V vsakem primeru se bom pa z veseljem nate obrnila, kadar bom rabila kakšen nasvet. Ja, jaz se sam bojim, zaradi tega, ker je tako zelo zamrljiva, da pol pa, da bi zamerila, tako edin zaradi tega. Potem, ker malo pustimo, včasih eni je tako, tudi včasih tako za nič kaj skuha, pol tisto, tako da se ne zdi, moramo včasih tudi kaj zavreči, ker ni dobro, ampak res tako, zdaj gre že skrajnosti, tako da, ampak ja, ker če se nočeš, mislim, ne veš, bi res povedal ali bi bil tih, tako. Jaz mislim, da je treba povedati. Povedati. Ja, vam je odnos zelo pomemben. In lahko ji rečete tudi na tak način. Draga moja tašča, ta pa ta ime, jaz te zelo cenim, zelo te imam rada. In zelo mi je pomemben moj odnos s tabo. In si pomembna oseba v našem življenju. Vendar, ko se ti vtikaš s temi nasveti, oziroma ko ti deliš nasvete, kako kuhati, se jaz počutim, da ti ne spoštuješ mojega kuhanja, mojih odločitev. V zvezi s tem, se pravi, da ji poveste, da jo spoštujete na eni strani, na drugi strani jo pa prosite, da vas ona tudi spoštuje v odločitvah, kako ste se vi odločila skuhati dotični obrok. In da ji rečete, da mogoče res ne skuhate popolno, da pa se učite te popolnosti in da se drugače ne morate naučiti, kot da kuhate. Bom povedala, se bom potrudila. Najlepša hvala za odgovor. Nasvidenje, hvala vam. Nasvidenje. Tukaj sem opazila, da ste pri svetovanju v bistvu šli na tikanje, torej pač konkretno tega primera tašče. Kako pa vi vidite to tikanje, vikanje? Stvar dogovora. Običajno otroci, če recimo partner govori s taščo na ti, potem je običajno vidim, da je tikanje. Če pa mi govori on vika, potem je vljudnostno, da ji rečemo vi. In to bi tudi dopolnila, zelo pomembno. Se pravi, če smo na vi, smo na vi. Vikanje v osnovi pomeni že v osnovi višjo spoštovanje. Ali pa lahko, v bistvu, če greš tukaj na oseben odnos, pa tudi je lahko spoštovanje, tudi če se tika, samo je potrebno pač temu primerno prilagoditi, sploh če si mnogo let skupaj. Vidva ste, 25 let v zakonu. Jaz taščo vikam. Okay. Jaz taščo vikam. Poznam pa kar veliko mlajših, kjer se tikajo. Ker je bolj domače, bolj enakovredno. V vsakem primeru, tako kot se odločijo in dogovorijo, tako je prav. Jaz mislim, da ni nekih pravil. Če nekomu všeč, da se vika, naj se vika. Poznam pa primer, ko celo unikajo. A še zdaj se vam zdi? Ja, so starejši, ampak še vedno unikajo. Kako pa potem v bistvu gledajo mlajši, sploh na starejše v teh primerih? Torej, konkretno zdaj smo spet imeli klic tašča, snaha, glede na to, da smo že imeli v pretekli oddaji tudi eden podoben klic ravno v čiščenju, ki ste ga govorili. Prej ste rekli, lahko je dobro namerno. Kako spet vzamemo te stvari? Prva stvar je mogoče, da res se naučimo v drugih ljudeh videti dobronamerna bitja. Čeprav so v taki situaciji, tako kot je bil vaš uvod, in kako se pomagamo tega spomniti, da se enostavno sebe vprašamo, kaj za vraga je pa njen pozitivni namen. Jaz verjamem, da je to dobra oseba v osnovi, da ni škodoželjna, da mi ne želi škodovati, ampak ne razumem jo, zakaj se vtika v te stvari. In vprašam, kakšen je njen pozitivni namen. Veste, kaj sem se spomnila? V bistvu, da pa niso zmeraj samo tašče slabe. Poznam kup primerov, ki bi se lahko snahe marsikdaj spremenile, pa tudi drugače pogledale na njih. Prej ste omenili, da v posameznem obdobju pridejo tudi do nekih čustvenih reakcij, morajo se vcepiti od svojega sina, predvidevam, sama sicer nimam sina, imam 2 hčerke, da je to lahko problem. In je treba tudi iz tega stališča razumeti. Poznam kup
snah, ki bi se lahko spremenila odnos do tašče in jo boljše razumeli. In če bi one popravile komunikacijo, verjamem, da ne bi bila tašča zmaj, kot jo poimenujejo. Ne? Tako se globoko strinjam. Če Ko stopim na stran izberemo tašč. nekega partnerja, Včasih, ja. ko izberemo nekega partnerja, izberemo tudi njegove sorodnike z njim. Ja. Ne? In običajno je za partnerja odnos s svojimi starši pomemben odnos. Ne? In ko se odločamo za tega partnerja, je v tej odločitvi tudi odločitev, da bom spoštovala in bila sprejemajoča za njegove starše. Vendar pa ne bom dovolila, da posegajo v tiste stvari, katere so pa del najnega družinskega življenja. Torej pravzaprav gre za to, da se s partnerjem dogovorita o tem, ne? Tudi partner, da odraste, da prekine to povezavo s primarno družino in vzpostavi novo povezavo s partnerko in z njeno družino. Če želi? Če želi. Ja, če želi. Če ne želi, je pa naša naloga kot partnerke, da se o tem z njim pogovorimo. In najboljši čas je prvo leto, ne? Ko se postavljajo stvari na novo. Se pravi, da uredimo, da ne more tašča v naše stanovanje scopati. Ne? Tukaj mi je zelo dobro, ne? Še kakšen oseben primer, ampak naj že tudi malce čas priganja. Ne? Veliko družin živi tudi skupaj in tukaj prihaja tudi do kreganja, ne? V bistvu medgeneracijskega. Ja. Konkretno vem za primer, ki je starejša oseba rekla mlajši, da zakaj ne počaka na cenejšo elektriko, da bi prala, zakaj pere polovičen pralni stroj in ne celega. Ja. Za njo to kritiziranje, kaj se opetla, ona dela, nima časa, želi imeti jutri čisto oblačilo. Ne? Spet gre za nerazumevanje, in iz tega, da je tašča izhajala iz svojega merila, ker je bilo včasih takrat, ko je ona živela, zelo pomembno varčevanje. In je njen pozitiven namen, da prihrani snahi kakšen evro. Snaha pa ima izzive drugje, ne? Pa rabi čas, ne? Je pa njena vrednota čas in je njej pravzaprav vseeno, kdaj da prat. Oziroma ona lahko da prat takrat, kadar ima čas. Ne? In kot ste omenili, recimo, če sam še dodam en tak primer, sem imela partnerskega odnosa v prvem letu, kjer sta se strašno prepirala partnerja ravno zaradi tega, ker je bil odnos partnerja z mamo še zelo tesen. In takrat sta se kot partnerja dogovorila, da sta prekinila. Ne? Se pravi, da ni bila več mama tista, ki je odločala in ona dva nista bila poslušna otroka, ampak sta odrasla in sta se bila sposobna z njo dogovoriti in ta dogovor tudi med sabo držati. In potem sva spet tukaj pri komunikaciji, ki pa je včasih zelo težka. Sploh pa vzpostaviti jo. Bi si želeli, da bi imeli oddajo kar malce daljše, da pa morda še sprejeli kakšen klic, ampak te pol ure mi je tako hitro minilo in ne vem, kup vprašanj sploh še zastavila nisem. 3 liste imam, ker mi je ta tema tako zanimiva, ampak žal se moramo posloviti. Hvala, da ste bili naša gostja. Upam pa, da smo tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci, dali vsaj kakšen pameten nasvet ali pa vsaj kakšno pozitivno misel, ki jo lahko vpeljete zdaj v vaše domove. Za danes pa se tako od vas poslavljamo, besedo pa predajam kolegici v drugem delu oddaje. Eno lepo dobro jutro tudi z moje strani. Petek je, ni to fajn, končno je konec tega tedna, obeta pa se nam zelo intenziven konec tedna pravzaprav. 16.7. je z numerološkega stališča izjemno intenziven datum. Moje ime je Lili in skupaj bomo zdaj pogledali, kaj nam prinaša tale vikend, torej 16.7. in pa 29. teden, v katerega stopamo v ponedeljek. Torej, tale teden je bil nekoliko bolj umirjen, čeprav kar veliko ljudi je tožilo, da so bili zelo nestrpni in razdražljivi, tudi utrujeni in potrti. Teden se zaključuje pa se zelo močnim datumom 16.7. Vsi tisti, ki vas Ferbat smatra, kaj ta datum prinaša konkretno vam, telefone v roke, 0906363 bomo skupaj izračunali. Če opazite, končnica leta je 16. 16 je karmično število, torej 16.7. dejansko je sam datum zapis tega števila, kajti v numerologiji 16.7 zapišemo tako, da damo poševnico v sredino. Torej, dan, ko se bo razkrivala resnica in običajno tista resnica, ki jo sami pri sebi zelo neradi pogledamo. Torej, na ta dan bodimo čim bolj iskreni. Velikokrat slišim, ko govorimo, treba je prvo sebe sprejeti, zato da lahko stvari spremenimo. Kako?
oziroma pozdravimo. To dejansko pomeni, da prepoznamo tiste stvari, ki nam niso všeč in jih potem seveda spremenimo v to, kar bi želeli biti. To je v bistvu smisel duhovne rasti, osebnostne rasti, dozorevanja in tako naprej. Teden pred nami, kot 29. teden, bo pa malo hecen. Zdelo se bo, da končno delamo korake naprej, obenem pa se nam bo zdelo, da delamo tudi korake nazaj. Torej v naslednjem tednu, po tem koncu tedna, ki bo izjemno intenziven, vas moram kar zdaj opozoriti, čeprav je petek, tale vikend, se ga bomo zapomnili za nekaj časa. Torej v naslednjem tednu je izjemno pomembno, da ohranjate svoj fokus, da ohranjate svoje cilje pred svojimi očmi in da svojo energijo usmerjate v prihodnost. Kadarkoli smo v karmičnih obdobjih, kar leto 2016 definitivno je, veliko stvari iz preteklosti znova hodi na plano, tudi veliko naših reagiranj, načinov ravnanja, tudi miselnih vzorcev iz preteklosti se znova obuja. So dnevi, ko je pomembno, da se tudi s tem soočimo in so tudi dnevi, ko je prav, da gremo naprej. Torej, tale vikend, poglejte v sebe, poglejte v preteklost, če vas zanima točno, katerih področjih v vašem življenju, ali so to odnose, ali je to komunikacija, ali je to mogoče posel, ali je to mogoče počutje, katero področje bo najbolj na udaru, da čisto po domače rečemo, korajžno me pokličite, potrebujem samo vaš datum rojstva, ure rojstva, numerologija ne potrebuje za izračun obdobja, torej 09063663 številka studia. Po tem vikendu pa dajmo mi sami sebe spraviti v tek in delati korake naprej. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da rezultati ne bodo takole prišli, torej nismo v obdobju, ko bomo nekaj se odločili, pa se bo kar zmanifestiralo, kajti življenje, vesolje, Bog, mi, višje jaz, kakorkoli je vam ljubše to poimenovati, preizkuša, če mi mislimo resno. Torej v naslednjem tednu bo energija sicer tekla naprej, ampak pojavljali pa se bodo izzivi povezani z drugimi ljudmi, kaj si bodo drugi mislili, kaj iz preteklosti nas ovira, kaj se je mogoče v preteklosti končalo slabo za nas, pa mogoče imamo zato določene zadržke, strah, nezaupanje. Vse to se nam obeta v naslednjem tednu, izjemno pomembno je, kot rečeno, da ohranjamo svoje mnenje in svoje odločitve. Tudi takrat, ko se zdi, da z njimi se dejansko ne premaknemo naprej. Ja, res je, ne moremo z glavo skozi zid, ne? Nas bo glava bolela, zid bo pa še vedno tam. Ampak če se vendarle mi nekaj odločimo in na temu delamo in gre samo za to, da se stvari v resnici ne premaknejo naprej takoj, v takem primeru mi pokažemo, da resno mislimo s tem, da vztrajamo. In to bo bistvo naslednjega tedna za vse nas. Predvsem bodo na tapeti, da tako rečemo, odnosi, komunikacija, sodelovanje, povezovanje. Na katerih področjih, v katerih prijateljstvih, v katerih odnosih imamo vsega dovolj oziroma so stvari prišle tiste meje, ki so za nas še vedno sprejemljive. To se zelo izraža v tem tednu. Opazujte, v katerih odnosih imate dovolj. Opazujte, v katerih situacijah imate dovolj. Da imate občutek, da bi rekli, jaz se tega več ne grem. Tole je šlo čez vse meje. Tole je bilo pa zdaj pika na i. Ta energija se bo nadaljevala v naslednjem tednu in dejansko se bo marsikateri odnos v naslednjem tednu tudi zaključil. Velika verjetnost je sicer, da se bo odnos zaključil, zato da bi se prestrukturiral, prerodil, spremenil. Se pravi, velika verjetnost je, da že takoj potem v 30. tednu boste s temi osebami stvari zgladili, se pomenili in jih postavili na drugačne temelje. Velikokrat potrebujemo pravzaprav zgolj odmik in potem neko ponovno srečanje in postavljanje stvari na novo. Torej, če vas zanima, kaj naslednji teden prinaša vam, kaj se skriva v mesecu juliju za vas ali v celotnem letošnjem letu, rekli smo, letošnje leto je karmično leto, za vse nas prinaša določene izzive tudi iz prejšnjih življenj. Če vas zanima, kaj vse to za vas konkretno pomeni, zaupajte mi svoj rojstni datum, pokličite na 09063663, bomo skupaj lepo pogledali, kaj tale številka 16 za vas skriva. Za vse nas skriva predvsem, krasno, nekdo je že z nami, dobro jutro. Dobro jutro, a je to klic v studio? Je, gospa, zdaj sva že na televiziji. Kaj naju zanima? Rada bi izdala moj rojstni podatek. Ja. Finance, dva bi dala. Moj rojstni podatek pa od hčerke podatek. Dobro, pa dajva. Bova začeli z vami? Ok. Prosim? Pravim, bova začeli z vami, ne? Ja, 18.3.56. A mi kar še za hčerkico zaupate?
15.4.1974. A lahko kar po televiziji? Seveda, gospa, seveda. Bom jaz vmes izračunala, medtem ko boste vi prekinila zvezo in prišla do televizijskega sprejemnika. Hvala lepa za vaš klic in lep konec tedna vam želim. Hvala. Hvala, nasvidenje, Nasvidenje. srečno. Torej, takole je, vi ste v osebnem letu 3, to je obdobje notranjega otroka, radosti. Zelo, zelo pomembno je, da če je karkoli iz otroštva takega, kar je težko, boleče, se zavedate, da se bo v tem času znova pojavilo. V letošnjem letu bo veliko stvari, kjer se boste mogoče počutila ali ogrožena, ali mogoče, da bodo stvari bolele, so v veliki verjetnosti povezani z otroštvom. Ko pa zdaj govorimo o financah, če ste kadarkoli v obdobju otroštva ponotranjili vzorec, da si nečesa ne zaslužite, ali da niste dovolj dobra, ko gledam vaš rojstni datum, rojena ste 18. Meni to pove, da ste rada aktivna, da rada organizirate stvari, da ste rada dejavna, se pravi, ne marate dolg časa, da po domače poveva. Velika verjetnost je, da tudi od sebe nekoliko preveč zahtevate. Glede na to, da ste rojena marca, vam je ta energija trojke domača. Se pravi, v letošnjem letu bi se vi nasplošno mogla počutiti bolje. Kot rečeno pa, ko govorimo izključno o financah, je to povezano z lastno vrednostjo in tukaj običajno potem te vzorce veliko bolj intenzivno nekako vlečemo na plano v takih obdobjih. Torej letos čim bolj pogledati, katere stvari, kateri vzorci, kateri načini doživljanja in razmišljanja in reagiranja iz otroštva nagajajo. Ko te stvari pozdravimo, spremenimo, se pravi, ko jih postavimo na drugačne temelje, je velika verjetnost, da se v leto, kadarkoli smo v trojki, tako kot vi letos, dogajajo dobesedno čudeži. Torej, če je do sedaj, ker smo že v mesecu juliju, ni fantastično leto, pomeni, da čim bolj iti v sebe, v občutek v otroštvu, kdaj mogoče ste imeli občutek, da si ne zaslužite, da niste dovolj dobra, da ste prepočasna, da ste preveč neokretna, karkoli že, zdaj pač bolj kot ne ugibam, prepoznati ta občutek in ga spremeniti. Ko govoriva pa o hčerki, ona je pa v osebnem letu 1, super obdobje za vse, kar je povezanega z napredkom. Torej, ona je v obdobju, ki nosi ogromno novih možnosti, novih poti, novih ljudi, tudi novega zanimanja. Se pravi, ona se bo dejansko v tem letu preobrazila, kadarkoli smo v osebnem letu 1, vedno govorimo o napredku. Število 1, če si ga zamislite, ko spominja tudi na puščico po sami obliki, vedno te stvari, ki so nove in se nam pojavijo v tem letu, prinašajo napredek za nas. Torej, vi nazaj v otroštvo in pozdraviti morebitne rane, vaša hčerka pa korajžno naprej. Za njo tudi predvsem po mesec julij zelo ugoden, kar se tiče financ. Torej, hvala lepa za vaš klic, dragi gledalci, če imate podobno vprašanje, 09063633 številka studia, bomo skupaj pokrmljali, kaj se vam obeta. Vsem nam se nam obetajo dnevi, ko bomo mogli globoko pogledati v sebe in vse tiste stvari, pred katerimi smo si zelo zatiskali oči, predvsem v zadnjih nekaj tednih, bodo postale zelo glasne, da tako rečem. Znova opozorila, ko gledamo na globalni ravni, ogromno nekih informacij bo znova prihajalo na plano, znova je pred nami močen vikend, tale 16.7 simbolizira prikrivanje resnice, zloraba zaupanja. Torej, velika verjetnost je, da tekom tega konca tedna bomo deležni znova novih razkritij, vsi mi, tako na osebni kot na, bomo rekli, bolj človeški ravni, o osebah, o organizacijah, o situacijah, ko je bilo zaupanje izdano. Torej, ko se je ravnalo na način, da smo računali, da je nekomu lahko zaupamo, seveda so taka razočaranja običajno zelo boleča, zavedamo pa se, da je to ena velika preizkušnja, ali bomo odreagirali nazaj agresivno, ali bomo odreagirali nazaj mogoče tudi maščevalno, ali bomo ohranili svoj nivo. Zavedamo se, da tale 16.7 zelo preizkuša naše zaupanje v sebe. Torej, po eni strani se bomo spraševali, ali bomo zdaj zmogli to zrihtati, popraviti, nekako skupaj sestaviti, da bo dobro. Po drugi strani pa, kakšna je naša integriteta, kakšen je naš občutek korektnosti, ali bomo znižali svojo vibracijo in bomo postali enako opravljivi, negativni in tako naprej, ali bomo ohranili svoje dostojanstvo na koncu dneva. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Ja, oprostite, bi lahko pogledala škorpionka 30.10.57. Seveda, z veseljem. Službe, zdravja, Tako, okej. To leto. Pa dejva. Ja, to tako v redu in na vas za službo malo napeto. Takole, verjamem, ja. Ste v osebnem letu 4. Ste v osebnem letu 4. Aha, po televiziji ste mislila reči. Ok, v redu, hvala lepa za klic, nasvidenje. Ja, če se kaj rabite, no drugače.
Ne, imam, vse, kar rabim, imam. Hvala lepa, lep vikend vam želim. Torej, ste letos v osebnem letu 4. Kadarkoli na nas vpliva 4, se stvari premikajo zelo počasi in grejo zelo v globino. Glede na to, da imate pa močen rojstni datum, 30.10., meni to pove, da ste izjemno iskriva, kreativna, znova tudi vi rada aktivna, rada ustvarjate in se lahko hitro ujamete, počutite ujeto v določenih kalupih. Ko pa zdaj govoriva o letu 4, je tako leto, ko imate mogoče občutek, da ne morete do konca razpreti svojih kril. Bo minilo, bodo pa stvari, tako bomo rekli, tiste stvari, ki se bodo letos spremenile, ne glede na področje, se bodo spremenile na dolgoročni rok. Ko govoriva v službi, biti čim bolj stabilna, da tako rečem, biti čim bolj odločna, ne se razburjati, pustite stvarem, da tečejo po svoje. Določene spremembe, ki definitivno bodo tudi v službi, vam mogoče ne bodo najbolj všeč, ampak v končni fazi zelo pomembno je, da ohranite svoj notranji mir. Ko govoriva o številu 4, tudi vi ste deležni svoje preteklosti. Kadarkoli smo v obdobju 4, se določene stvari iz preteklosti znova, tako kot nam vsem letos, obujajo in obuja se strah. Torej, glede na tole trojkico na začetku, pa meni to pove, da ste zelo, zelo ustvarjalna oseba, torej zelo uporabljate domišljijo. Biti pozorna, da ta domišljija ne bo šla v minus. Torej, naj vas ne bo strah, kaj bo v službi, ampak si mislite, fajn, stvari se bojo spremenile, me prav zanima, kako bom jaz to potem lahko sebi prilagodila, ker tale 30.10. v rojstnem datumu meni pove, da tudi če bi vas dali na drug planet, bi kmalu znala sama sebi na vaš način stvari prilagoditi. Ko govoriva o financah, je bil maj tak mesec, ki je bil zelo, zelo ugoden, bo pa znova ugoden tudi mesec november. Samo meseca novembra nekakšnih večjih odločitev sprejemati, biti pa čim bolj odprta samemu sprejemanju. Torej, samo leto bo počasno, bo mogoče tudi se zdelo, da se preveč stvari zavlačujejo na vseh področjih. Bodo pa definitivno postavljeni na pravih temeljih. Ko govoriva o ljubezni, no, to vas nisem uspela vprašati, če ste samski ali ste v vezi. Če ste v vezi, bodo stvari se postavljali na drugačne temelje. Torej, velika verjetnost je tudi vsi drugi, tudi prijateljski odnosi, na neke bolj trdne in stabilne temelje boste postavili. Velika verjetnost pa je, da bo šlo čez proces rukanja. Včasih je treba kaj pretresti, preden znova zgradimo. Če pa ste samski in nekoga iščete, so pa po vsej verjetnosti tiste osebe, ki jih boste spoznali v mesecu novembru, osebe, ki so vam veliko bolj pišane na kožo, kot tiste, ki bi jih spoznali prej. Tako da hvala lepa za vaš klic in lep konec tedna želim tudi vam. Dragi gledalci, do konca dana imamo še nekaj minut, tako da če vas zanima, kaj vam prinaša letošnje poletje ali mesec julij, ali tole celotno karmično leto, korajžno poklicati, 090636 številka studija. Vsem nam smo rekli, prinaša izzive soočanja s preteklostjo in zaupanjem v sebe. In to včasih ni lahko. No, nikoli ni lahko, če smo iskreni. In veste, kdo vam lahko pri tem pomaga? Naši svetovalci. Pozdravljeni, dragi gledalci, z vami sem Teodora. Ste vezani, zaljubljeni? Preverite, če je ljubljena oseba vredna vašega truda. Še iščete pravo ljubezen? Vprašajte, kje je vaša sorodna duša. Ne bojte se razširiti svojih obzorij. Pokličite svetovalce kozmike na 0903 in še danes poznajte, kaj vas čaka v ljubezni. Torej, pogovor z nekom, ki ima kot prvo čustveno distanco od naših težav, ker včasih naši prijatelji nimamo, vse vemo. Ko smo nekomu prijatelj, želimo to osebo zaščititi in včasih bi kar šli nekoga za ušesa, če je do tega našega prijatelja ali prijateljice kakorkoli nekorekten, bomo temu rekli. Torej, ko govorimo o takih obdobjih, ki so zelo, zelo intenzivni, je prav, da si pomagamo poiskati odgovore na čim več različnih načinov. Naši svetovalci vam lahko zelo, zelo pomagajo pogledati, kaj se vam obeta v tem vikendu, v naslednjem tednu, kaj v bistvu tole leto za vas osebno, konkretno na področju karme, osebnostne rasti, duhovne rasti, čustvene rasti sploh prinaša. Zdaj z nami že kar nekaj svetovalcev. Stefan je zdaj z nami, dobite jo na 0903 skupaj lahko pogledate, kaj se skriva v zvezdah, lahko pogledate točno za določeno situacijo, za katero vas zanima, pa vas je mogoče preveč sram poklicati v studio. Torej, Stefan je z nami, 0903 je številka, na kateri jo dobite. Ker število 7 simbolizira čiščenje, vam priporočam tudi, da čim bolj očistite svoje čakre, svojo energijo, prostor, v katerem bivate, spite, delate.
lahko režete vezi tudi samo situacijo. To bo zelo, zelo dobrodošlo v tem vikendu. In čeprav je petek in se nam mogoče zdi, kako je fajn ga iti žurat, dajmo raje narediti nekaj dobrega na sebi. Dragica je zdaj z nami, lahko vam z energetsko terapijo zelo, zelo pomaga pri tem, da se očistite in dvignite svojo vibracijo. To v bistvu je nekako namen letošnjega leta za vse nas. In saj veste, v življenju včasih, če ne gre zlepa, gre pa zgrda. Z nami je tudi Pika vam lahko z energetsko terapijo pomaga in Pika dela tudi z živalicami, torej če imate doma hišnega ljubljenčka, ki je bolan, se ne počuti dobro, lahko pokličete našo Piko, tudi ne dobite na 0903 tudi za vas seveda bo ljubeče in dobro poskrbela. Z nami je tudi Brane, torej Brane pa se lahko poveže z vašo dušo in vam preda sporočilo vaše duše. Ko govorimo o duhovnem razvoju, je to še kako zelo priporočljivo, lahko se poveže z vašimi duhovnimi vodniki, vam pomaga razkriti, kakšno je vaše poslanstvo, zakaj se določene stvari vedno znova ponavljajo, kajti velikokrat kot duša se odločimo določene grenkobe v življenju preizkusiti zato, da jih lahko razumemo, občutimo in potem v življenju pomagamo, zato ker pač smo imeli to izkušnjo. Vsi vemo, da tiste stvari, ki resnično zelo, zelo bolijo, nas najbolj razumejo tisti, ki so nekaj podobnega prestajali, torej, da si nekaj zamišljamo, razumemo, analiziramo, ni isto, kot če imamo podobno izkušnjo za seboj. Torej, naši svetovalci in svetovalke vas že čakajo, 0903 je številka, na kateri jih dobite. Če ne veste točno, s kom bi se pogovorili, kaj bi bilo najbolje za vas, oziroma vas je strah, da se boste zaklepetali in da bo na koncu mesta račun ogromen, pa pokličite na 01589 6610 in zakupite minute pogovorov naprej po cenejši tarifi. In kot rečeno, če ne veste, s kom bi se pogovorili, če mogoče ne veste, kaj je reiki, če ne poznate teh izrazov, se ne znate najbolje sami znajti, vam bodo naši operaterji prijazno svetovali, kateremu svetovalcu se obrniti, s kom se pogovoriti in tako naprej. Torej, in tisti, ki bi želeli zakupiti minute pogovora po cenejši tarifi naprej, 01589 6610 je številka, na kateri to lahko storite. 6.7 simbolizira zaupanje, smo rekli, torej vse tiste zadeve, za katere nismo prepričani, da pa mogoče bi jih ali pa jih ne bi zaupali našim prijateljem, ker nas je malo sram ali pa nas je zelo strah, da bo to, ki je vam pricrljalo. Naj vas pomirim, vsa naša svetovanja so popolnoma anonimna in dobro jutro. Halo, dobro jutro, se slišimo? Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, za vnukinjo bi prosila. Seveda. Ker rojstni datum, če mi poveste, gospa? 23.11.2010. Naj jo kaj posebnega zanima? Ja, šolo bo šla, pa me zanima, če se bo vklopila lepo. Deva se sam nekaj zmeniti, gospa, dajte znižati televizijo, ker me z zamikom slišite na televiziji, pa me poslušajte preko mobitela. Bo šlo? A lahko pa televizijo vas poslušam? Lahko tudi tako se zmenimo. V redu, hvala lepa za vaš klic, gospa, in lep konec tedna vam želim. Hvala. Hvala, srečno, nasvidenje. Takole je, torej, vaša vnukinja je v osebnem letu 7, to je dejansko najbolj idealno obdobje za učenje. Se pravi, sama energija letošnjega leta njo podpira pri temu, da jo zanimajo stvari, da je odprta, lažje se uči, lažje dela s podatki, lažje se zapomni, lažje se fokusira. Glede na to, da bo seveda tudi ona močen datum, 2 ničli, pa 2 dvojki, pa 3 enke. Ja, bodo situacije, v katerih bo nekoliko tudi uporniška, bova temu rekli, bodo situacije, v katerih se ji pač tudi ne bo ljubilo. Načeloma pa vas ne bi smelo skrbeti. Glede na to, da sama energija letošnjega leta jo dobesedno podpira v temu, da jo zanima učenje in tako naprej, naj vas ne skrbi, vse bo v redu. Sam september bo za njo osebni mesec 9, torej malo bolj umirjen mesec. Pardon, 7. Mesec dejansko učenja, se pravi, določene stvari, tudi če mogoče na prvo žogo še ne bodo tako zelo všeč, se ji bodo kasneje seveda nekako, veste, ker nam kar zleze pod kožo. Tako da mene ne bi nič skrbela na vašem mestu, nič takega ni, da bi bilo potrebno ali opozoriti, ali da bi bilo vas mogli skrbeti, ali biti nekako pozorna. Dejansko samo obdobje je v redu. Je pa pomembno, da se bo, ko bo pričela hoditi v šolo, da se bo poznala postaviti za sebe. Se pravi, izzivi, ki jih jaz vidim iz njenega rojstnega datuma, so prej to, da bi padla pod vpliv
svojih sošolcev, ki mogoče ne bi bil najbolj pozitiven. Se pravi, kako reči ne, kako se postaviti za sebe in kako seveda drugim pomagati na zdrav način. Glede na to, da ima tako veliko dvojk in trojkico, sigurno jim bo želela pomagati, ampak se veste, včasih se to potem tudi izkorišča. Torej, to je bil edini tak napotek, no? Biti pozorni, kje in kako postavlja svoje meje, kar pa se tiče učenja, kar se tiče tega, kako bo obvladala snov, kako ji bo všeč v šoli, pa kot rečeno, je v osebnem letu 7, v daleč najbolj popolnem letu, ko govorimo o šoli, tako da naj vas nič ne skrbi. Hvala lepa za vaš klic, vse lepo vam in tudi vaši vnukinji. Torej, dragi moji, kot smo ravno kar slišali, 7 simbolizira učenje. Letos se mi vsi učimo. No, predvsem na svojih napakah se učimo in predvsem se učimo tega, da ne obsojamo tujih napak. Torej, da si ne jemljemo pravice nekoga presojati, obsojati, kritizirati. Obenem 7 simbolizira tudi perfekcionizem, torej ne zahtevajte od sebe ali od življenja rezultatov prehitro. Torej, z veliko mero potrpežljivosti zakorakajmo v tale konec tedna, v katerem bo 16. zelo, zelo intenziven dan. Naslednji teden pa nas bo opomnil, kako zelo pomembna je energija sprejemanja. Gremo v 29. teden. Dvojkica spredaj simbolizira energijo povezovanja, sodelovanja, komunikacije. Naj energija teče k vam in nazaj k drugi osebi. Torej, ko govorimo o komunikaciji, ko govorimo o povezovanju, govorimo o tem, da naj energija se pretaka. Se pravi, ne da ste vedno vi tisti, ki skazuje pozornost, ali vi tisti, ki jo sprejema. Tudi 9 simbolizira energijo sprejemanja, ki je povezana z zaključki. Torej, poglejte nazaj. Za zadnje 2 meseca, katere stvari ste pričenjali, v katerih stvarih bi rekli, da dobivate nazaj pozornost in neko toplino in v katerih stvarih ne. Kot že prej rečeno, odnosi bodo zelo, zelo na tapeti in določeni odnosi se bodo zaključili. Tisti odnosi, ki se nenadoma prerežejo v naslednjem tednu, je zelo, zelo prav, da se prerežejo. Saj veste, življenje vedno ve, kaj dela. Življenje vedno ve. Mi včasih ne tako zelo, če smo čisto iskreni. Včasih smo preveč potrpežljivi, včasih preveč odpustimo, včasih pa tudi preveč zahtevamo. V končni fazi življenje gre vedno iz enega v drug ekstrem. Redko smo resnično na tisti srednji poti, katere smo se učili predvsem v lanskem letu. Torej, naslednji teden nas lahko zaniha povsem v levo ali povsem v desno, določeni odnosi se bodo odmaknili, pretrgali in kot rečeno, naj vas preveč ne skrbi vnaprej. Velika verjetnost je, da se bodo v tednu kasneje znova obnovili. Pomembno pa je, da ohranjate svoje dostojanstvo, svojo resnico, svoje tisto notranje bistvo, da se ne prilagajate, da se ne podrejujete. Zelo velika lekcija naslednjega tedna bo ravno to, ali razlikujemo med tem, da se nekomu prilagodimo, da se odločimo za nek kompromis, kar je seveda prav. Vsak odnos prinaša s seboj neke kompromise, oziroma ali se podrejamo drugi osebi ali pričakovanjem drugih. Tudi to je rdeča nit, ki se iz tega tedna pretaka v naslednji teden. Če se spomnite, za ta teden smo rekli, pričakovanje drugih naj ne bodo na prvem mestu. Vprašajmo se, če so to tudi naši nameni, cilji, če smo si to tudi mi zadali, ali dejansko delujemo na določen način, zato ker se to od nas pričakuje, ali mora biti bolj kot ne, smo malo uporniški, pa potem zanalašč nečesa ne naredimo, ko nam nekdo to reče, ali ko se to od nas pričakuje strani okolice. To je bila energija tega tedna, ki se bo seveda poznala tudi še v naslednjem tednu. Na kratko, zelo pomembno je, da poslušate sebe in da si priznate vse tiste stvari, katere si ne želite priznati. To ne pomeni, da jih morate potem deliti s širnim svetom, daleč najbolj pomembno je, da ste iskreni in resnicoljubni do sebe. Tiste stvari, ki vam niso všeč, boste lažje v naslednjem tednu presekali. Znova, tale devetkica v 29. tednu nam pomaga stvari zaključiti. Torej, tudi če govorimo o stvarih, ki so zelo, zelo dokaj vsakdanji, recimo, če si želite prenehati kaditi, če želite mogoče prenehati odlašati stvari in tako naprej, bo naslednji teden v temu vas seveda podpiral. Tudi, če si postavimo malo bolj zahtevne cilje, kot je ne želim več opravljati, govoriti o drugih in tako naprej, vse take stvari, ki dejansko nižajo naše vibracije, če smo čisto iskreni, opravljanje in čenče nižajo našo vibracijo. Tako pač je. Alkohol, droge, meso, vse te stvari nižajo našo vibracijo in našo intuicijo. To vemo. Od nas pa je odvisno, kako in s tem ravnamo. Torej, v naslednjem tednu bo zelo, zelo dobrodošlo, da ste čim bolj pozorni tudi na te stvari, se pravi, pijte več vode,
Jejte zdravo, gibajte se, vzemite si čas za sebe, predvsem vzemite si čas za sebe. Tako da si boste vzeli dovolj tišine in nekega tudi časa za razmislek, boste lahko opazili, da se je nekaj mogoče končalo že zdavnaj, pa tega samo opazili niste. Torej, nič se bati naslednjega tedna, v naslednjem tednu spuščati stvari, ničesar se ne oklepati in kot rečeno že na začetku, čim bolj gledati naprej. Kje vidite sebe čez 9 let, 10 let? In ali stvari, ki jih počnete sedaj, vodijo tja? Ker velikokrat se zgodi, da v vseh teh nekih drobnarijah zgubimo svoj kompas, zgubimo svojo smer, zgubimo svoj fokus in tudi energija slej ko prej se porazgubi. Nekaj si lahko zadamo za cilj, ampak če na temu ne bomo delali, ne bomo tja prišli. Torej, v naslednjem tednu opazujte, katere stvari, ki jih počnete, govorite, občutite, dejansko vodijo tja, kamor si vi želite. In ali so to vaše želje, ali so to pričakovanje drugih in kako se ob tem počutite. Marsikdo izmed vas bo ugotovil, da v bistvu te stvari, k katerim stremi že kar nekaj časa, nimajo več tako zelo močnega pomena ali, a bomo temu rekli, čara, kot je temu bilo nekoč. Se pravi, priznati si tudi, da mogoče vam to nečesa ni več, v temu ni čisto nič narobe. Smo ljudje, smo človečki in vso pravico si imamo premisliti. Torej, tudi če smo na drugi strani in se nekdo premisli, to sprejmimo z veliko količino pozitive. Vse tiste stvari, ponovimo, ki se bodo v naslednjem tednu zaključevale, odmikale, dejansko to počnejo zato, ker je tako prav. Kolikokrat v življenju si rečemo, joj, takrat mi je bilo pa tako hudo, pa če bi takrat vedel ali vedela, kako je bilo v bistvu dobro za neke stvari. Torej, čim bolj spuščati stvari, čim več delati na zdravljenju samih sebe, se pravi, sprejemati tisto, kar vam ni všeč, da to lahko pozdravite, preprosto pomeni, prepoznajte tiste stvari, ki vam niso všeč in potem jih spremenite. Delajte na sebi, pejte na kakšno delavnico, preberite kakšno knjigo. Danes nam resnično toliko različnih pristopov takole na voljo, delati na sebi in potem tudi sprejeti rezultate svojega dela, kar pomeni sprejeti lepo besedo, toplino, naklonjenost, pozornost, brez občutka krivde. Tudi to je ena izmed lekcij naslednjega tedna, kako se počutimo, ko smo mi na tem koncu, ko sprejemamo. Ali takoj razmišljamo, kaj bomo dali nazaj, kako se bomo posvetili drugi osebi, ali dejansko smo sposobni zadihati, sprejeti in preprosto reči hvala. Torej, hvaležnost naj bo energija, ki naj nas vodi preko naslednjega tedna. V tem vikendu si vzeti na 16.7. dan čim več časa za sebe, za tak močen pogled v sebe. Resnica bo prihajala na tale vikend, marsikaj novega, ne pretirano prijetnega bomo izvedeli. Pomembno pa je, da se preveč ne osredotočamo na podrobnosti, kajti velika verjetnost je, da se bomo osredotočili na tiste podrobnosti, ki niso najbolj pomembne. In enako velja tudi pri sebi. Ne iti preveč v podrobnosti, stopite korak nazaj. Stopite en tak ogromen korak nazaj, pa pogledajte svoje življenje 10 let nazaj, 20 let nazaj. Pogledajte svoje življenje, ko ste bili otrok, ko ste bili mladostnik. Pogledajte svoje življenje, kako si ga predstavljate čez 10 let. Naredite resnično en tak ogromen korak nazaj in si pomagajte z umom. Število 7, ki simbolizira letošnji julij, nam zelo pomaga razmišljati in analizirati. Torej, opazujte, analizirajte, bodite en tak velik novinar samih sebe in se pohvalite za ves ta napredek, katerega ste dosegli v zadnjih 10, 20, 30 let. Torej, predvsem jaz si želim, da do konca tedna, ko bo tale 16.7. pred nas postavil izzive zaupanja v sebe, boste močni, samozavestni in na koncu dneva ugotovili, da ste super in da ste se stvari naučili fantastično. In kaj vse ste že premagali, kakšne vse izzive imate že za seboj, kakšne stvari ste že shendlali, da tako rečemo, in potem pojdite v nov teden, v ponedeljek, z dvignjeno glavo in s polno mero samozavesti v nove čase in gledati v prihodnost. Torej, kakorkoli bo 29. teden nam postregel s preteklostjo, zaključevanjem, z nekim retrogradno, da rečemo, energijo, ko bo občutek, da bolj, ko si želimo iti naprej, bolj nas vleče nazaj. Naša pozornost naj bo usmerjena v prihodnost, ne glede na vse, kar se dogaja okoli nas. Torej, pejte v svoj srček, prisluhnite sebi, česa si želite in česa ne, in priznajte si tudi, da mogoče vam do česa ni več.
Torej, dragi moji, hvala lepa za vašo pozornost, hvala lepa tudi za vaše klice in vprašanja. Želim vam en čim bolj umirjen konec tedna. Za zanimivost povem, da današnji dan dejansko bi mogel biti malo bolj miren. Torej, če ste umirjeni v sebi, to ne pomeni, da se kuha ne vihta. No, do 16. Torej, izkoristite današnji petek za to, da si vzamete malo več časa za sebe in se podcrtljajte, potem pa le 16.7. si vzemite čas za osebnostno rast, duhovno rast in vse te stvari, ki resnično bogatijo naše življenje. Torej, dragi moji, en krasen, fantastičen, kakorkoli mogoče tudi naporen in intenziven vikend vam želim. Korajžno potem v nove čase na ponedeljek. Imejte sebe radi, uživajte in korajžno naprej. Ne pozabiti iti naprej. Lep vikend, pa!